večer, lepo pozdravljeni. Me veseli, da se ponovno vidimo. Smo malo močneji v zasedbi, to pa zaradi tega, ker smo se dogovorili, da s 1.1. tega leta prevzame vodenje društva muzejskega na Šparjatu in tudi dolgoletni sodelavec gospod Klinar. Tako da za tistega, ki ga ne poznate. No, tako. Sicer trenutno je direktor občinske uprave v Kranjski Gori, prej je bil tudi na Bledu. Tako da se mi zdi, da je bilo to kar potreben, da se malo zadeve tudi osvežijo. Dve dodatni besedi pa. Ja, najlepša hvala bivšemu predsedniku, pa najprej zahvala za ves angažma, vse delo oziroma za vse rezultate. Srečo brez tebe, tudi takih predavanj, kakor so danes, ne bi bilo, tako da bi prosil za resen aplavz. Res mi je v veselje in čas, da vas danes pozdravim na teh, bom rekel, tradicionalnih predavanjih o pomembnih družinah pa o svetovnih dogodkih. Jaz verjamem, da bomo danes uživali. Seveda se pa najprej zahvaljujem gospodu Mahorčiču, pa seveda tudi Srečotu, ki sta pripravila te predavanja in verjamem, da o kompetentnosti, o aktualnosti, pa ne nazadnje tudi, da bomo res lepo se imeli ta večer. Ni potrebno izgubljati besed, zato bi kar predal besedo Srečotu za krajši uvod. Srečo sicer ni še sestopil iz trona, ne? Tako da ga bomo še zmeraj uporabljali kot programskega vodja, tako da bojo tudi ta predavanja ostala v njegovi domeni. Hvala, Srečo. Ja, hvala lepa. Tole programski vodja se tako dobro slišite. Ja. In čisto kratek uvod na temo tega današnjega predavanja, kjer začenjamo z Nemanjiči. Ena taka anekdota, ki je sila zanimiva, ker osvetljuje, bi rekel, tisti čas, pa en družbeno-političen način, kako se usidrati v eno državo kot vladar, ne? Da jo v celoti pokrivaš. Ne? In sicer temelji pa tudi vzporedno na neki anekdoti, ne? Ki je povezana z življenjem Nemanjiča, Štefana seveda, ki je postal ob koncu življenja menih in se je imenoval Simeon in je seveda danes svetnik Srbske pravoslavne cerkve, največje. Ne? Tisti, ki ste bili v Beogradu ali pa boste imeli še priliko to cerkev Svete Save, ki jo zdaj zaključujejo skoraj čist, je nekaj fenomenalnega, svetovnega. In sicer, ko je ta Simeon, ne, to se pravi nekdanji Štefan Nemanja, umrl, v Hilandarju so ga pokopali ob cerkvi. Po pripovedovanju menihov je iz njegovega groba čez nekaj časa zrasla trta, ki je obrodila grozdje. In legenda pravi, da neki srbski plemiški par dolgo ni mogel imeti otrok. V obupu sta prišla v Hilandar, menihi so jim dali za pojest nekaj posušenih jagod s trte svetega Simeona in jima naročili, naj molita 9 dni. Čez leto dni sta dobila sina. A se morate predstavljati. Ampak kaj nam sporoča ta legenda? Da je za celovito vladanje najboljše, če ti obvladuješ posvetno in cerkveno oblast. Posvetno oblast kot vladar jo imaš, dokler jo imaš seveda, in jo utrjuješ na tak drugačen način, ampak je to premalo, da lahko vladaš vsej populaciji. Ne? In s pomočjo takih legend, ne, potem, če dosti moliš, ne, je vse to povezano bolj, tako zdaj, da ne podrobnosti razlagal, ne. Sem pa to zato povedal, ker me prav zanima, koga bo naš predavatelj naprej povedal. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Vernik. Ja, odličen uvod. Bom kar nadaljeval. Poglejte, vam najprej bom rekel ena anekdota, ki jo vam lahko povem. To, kar bomo mi tukaj v
malo skrajšani verziji, imeli danes in pa še 5-krat sem jaz v Ljubljani predaval od začetka oktobra pa pravzaprav do novega leta. In kar nekaj mojih študentk, da tako rečem, je srbskega porekla in so združno ugotovile, da ne poznajo svoje zgodovine. In to je seveda po svoje zanimivo, namreč družina, dinastija Nemanjičev, torej potomcev Štefana Nemanje, je nekaj zelo posebnega. Namreč, slišali smo, Štefan Nemanja, prvi svoje družine, je po tem, ko se je umaknil v samostan in umrl, postal svetnik. Malo manj znano, pa še seveda toliko bolj zanimivo je pa dejstvo, da so svetniki bili prav vsi pripadniki te dinastije, ki so vladali, razen enega. In to tistega, ki ga vsi poznate, carja Dušana. Ta pa ni postal svetnik. Zakaj? Še danes ni čisto jasno. Čisto vsi Nemanjiči od prvega do zadnjega so postali svetniki. In to jih še danes častijo. Torej dinastija svetnikov, to je edinstveno. Nobena druga dinastija nima tega. Recimo Kapetingi, spomnite se Bourbonov, imajo enega svetnika in so blazno ponosni na njega. Pa še katera druga družina, recimo Habsburžani nimajo nobenega, medtem ko Nemanjiči so pa kar vsi. In to je seveda nekaj posebnega. Gre za res posebno dinastijo. Glejte, preden, da seveda pridemo do Nemanjičev, moramo samo par besed uvodoma o Srbiji, o Srbih v srednjem veku. Da vemo, kako pravzaprav sploh pride do tistega trenutka, ko se bo Štefan Nemanja usedel na prestol. Na prestol države, ki jo bomo mi najprej imenovali Raška, potem pa seveda Srbija. Poglejte, zanimivo je, da na območje Balkana od poznega 6. stoletja naprej prihajajo Slovani. Vidimo, da gre tukaj seveda za eno dogajanje, ki ga mi imenujemo preseljevanje ljudstev, ki se začne že mnogo prej, ampak tukaj iz vzhoda pravzaprav pridejo razna ljudstva, recimo Avari, kot jih vidimo tukaj, pa seveda Slovani, potem pridejo Bolgari in seveda se naselijo na Balkanu, ki je v glavnem bizantinski takrat. Tam so že starejša ljudstva. Imamo Albance, imamo Vlahe, imamo neko romanizirano prebivalstvo, sedaj imamo Grke, itd. Ne bomo razlagali. Zdaj, tisto, kar je seveda za nas najbolj pomembno, je to, da seveda o naselitvi Srbov najprej pišejo Nemci. Torej, tako imenovana Fredegardova kronika je tista, ki govori o zgodbi naselitve Srbov. Namreč Srbi pridejo na Balkan recimo med zadnjimi slovanskimi plemeni, niso bili prvi. Torej, ko so se Srbi naselili na Balkanu, so tam bili pred njimi že drugi Slovani in so seveda kot taki recimo pravzaprav nek temelj slovanstva na Balkanskem polotoku. So bili pa Srbi seveda tisti, ki so tukaj potem prevzeli vodilno vlogo kot največji slovanski narod. Zdaj, Bolgare, kakšna druga tema, kdaj drugič, Bolgare ne moramo čisto za Slovane imeti. In gledajte, tukaj lahko vidimo eno zanimivo dogajanje v sredini 7. stoletja. Zemljevid vam kaže ozemlje, ki ga pokriva tako imenovana Samova plemenska zveza. O tem smo se vsi učili v šoli. In ta Samova plemenska zveza je pokrivala, kot vidimo, tudi naše območje. Vidite, Slovencija, tule piše. Zdaj, tukaj imamo kar napisano Samovo kraljestvo. Lepo,
To je očitno, to je nekdo pisal, ki ni bil Slovenc, ker mi govorimo o plemenski zvezi, sami si vam več lahko mislite, da kraljestvo se veliko bolj sliši kot pa plemenska zveza. Plemenska zveza tako malo še divja, kraljestvo je pa že kar nekaj lepega. In kaj tukaj le vidimo? Glejte, v tem Samovem kraljestvu, Samo ni bil Slovan, je bil Frank, z okolice Troaja je bil doma. Torej, kje imamo tukaj Srbe? Tule zgoraj. In vodi jih nek Dervan. Zdaj, če seveda pogledamo, kje smo tukaj, glejte, ob reki Labi, pa Odro imamo tule, Vislo, torej ta prostor bi danes ožje lahko imenovali, da je to Saška, torej del današnje Nemčije. In tukaj je seveda se zgodba pravzaprav začela. Tukaj lahko vidimo, kako so zgodnja slovanska plemena se razdelila in Srbi, vidimo, najprej živijo tukaj na Saškem in potem pridejo sem na Balkanski polotok. Torej, to se zgodi v 7. stoletju. Zdaj tisto, kar je seveda najbolj zanimivo, vidite, kje so se Srbi naselili. Torej, lahko malo v šali, pa zelo zares rečemo, da bi seveda Srbi danes skakali gor do neba, če bi imeli obalo od Ulcinja pa gor do Splita. Vemo, da je Srbija brez obale. Torej, tako pridejo Srbi na Balkan. Če govorimo o tej, recimo, slovanski pradomovini, tukaj recimo v zaledju Karpatov, vidite, Karpati, to je vse to, potem gredo Srbi najprej v današnjo Nemčijo in potem na Balkan. Ampak tukaj se seveda še malo zadržijo in celo ostanejo. Vsi smo že za lužiške Srbe slišali. To so tisti Srbi, ki so ostali tam, medtem ko so se seveda v večini preselili na Balkan. In tu potem seveda se njihova zgodba zares začne. Zdaj, razlika med Sorbi in Srbi je pravzaprav ni. Samo da tako so potem predvsem na zahodu poimenovali Srbe na nemškem, torej lužiške Srbe, in pa seveda Srbe na Balkanu. Torej te, ki jih tudi mi dobro poznamo. Zdaj, glavni vir o Srbih na Balkanu, tja nekje do sredine 10. stoletja, je bizantinski cesar Konstantin Porfirogenet. Tukaj ga vidite upodobljenega na eni slonokoščeni plošči. Konstantin VII je bil izjemen vladar. Vladal je čez 50 let, ampak bolj kot vojak, bolj kot recimo karkoli drugega, se je izkazal kot zgodovinar. Bil je verjetno najboljši zgodovinar po koncu antike, pa vsaj tja do recimo začetka renesanse in absolutno glavna avtoriteta na področju zgodovine balkanskih narodov, od naselitve pa do njegovega časa. Kar je razumljivo. Kot cesar je imel dostop do arhivov bizantinske države, ki so bili seveda neskončno obsežni, in v tem pogledu seveda, kar on napiše, pravzaprav je treba verjeti. Tudi recimo drugi viri, ki jih lahko zraven bi našteli, bi potrdili Konstantina Porfirogeneta. Torej, če boste kaj brali, zgodovino tega zgodnega srednjega veka, pa je to zgodovina vezana na Hrvate, Srbe, Bolgare ali karkoli drugega, je Konstantin Porfirogenet glavni vir. In on seveda o teh Srbih prvi zapiše, torej tista Fredegardova kronika omenja njihovo naselitev oziroma njihove selitve, Konstantin pa začne pisati o njih, ko pridejo na območje Balkana. Poglejte, skozi to najbolj zgodno zgodovino Srbov na Balkanu imamo eno dinastijo,
ki Srbe pravzaprav povede do neke države, ampak seveda potem ta dinastija tam okrog leta 1000 propade, potem pa imamo tukaj neko novo dinastijo, ki so jo sestavljali samo 3-4 vladarji, ampak vendarle so bili pomembni. Torej imamo kneza Štefana Vojislava, vidite, kdaj vlada, in on je težišče Srbije naredil na območju, ki mu zgodovinsko pravimo Duklja, danes bomo rekli pa Črna Gora, torej ob obali. In seveda zanimivo je, da so Srbi svojo državnost gradili predvsem na tem, da so se vojskovali z Bizantinci. Vidimo, leta 1042 so premagali Bizantince in to je seveda bil neke vrste začetek upadanja bizantinske moči na Balkanu. Prosim, še 400 let bo Bizanc igral vlogo na Balkanu, ampak Srbija zdaj prvič pravzaprav zares premaga Bizantince in s tem na nek način dokaže, da je seveda vredna neke države. No, in poglejte, kakva je bila Srbija takrat. Nekaj čisto drugega kot pa danes. Glejte, tukaj le spodaj, tu je pravzaprav cela Albanija je bila Srbija, pa Črna Gora in zgor Pelješac, Korčula, Mljet, Lastovo, pa Bosna, pravzaprav manjši del današnje Srbije. Glejte, tule zgoraj, tu je Beograd, sploh ni srbski. Takrat je bil ogrski oziroma madžarski. In jasno, če bi danes Srbi imeli toliko morja, mislim, da bi bili najsrečnejši narod na svetu, ampak ga nimajo. Tudi seveda to ni trajalo dolgo, namreč različni drugi narodi so bili tisti, ki so počasi Srbom jemali obalo in po drugi strani seveda se Srbi širijo, mi bi rekli, v notranjščino Balkana. Zdaj, to območje, recimo, to je območje Raške. To območje je pa nekje območje Zete. To sta dve glavni kneževini in seveda skupaj tvorita Srbijo. V tem času, vidimo, torej v 11. stoletju, je središče seveda v Zeti, tudi Duklja, pravimo. Ampak Raška bo seveda tista, ki bo kmalu prevzela glavnino dogajanja. Poglejte, zanimivo je, kot zadnji iz te dinastije, ki vlada v 11. stoletju, imamo tega gospoda, Mihajla I., ki je upodobljen na tej freski. To je prva realna upodobitev kakega srbskega vladarja. Prvič je bil Mihajlo upodobljen zares na tej freski. To je freska v eni majhni cerkvici v Stonu. Veste, kje je Ston, na začetku Pelješca, tam pri Dubrovniku. To je bila takrat Srbija. In tam imamo cerkvico svetega Mihajla in Mihajlo je seveda tukaj upodobljen kot prvi srbski vladar. Kasneje je celo dobil naziv kralja. Zdaj, v čem je bila Mihajlova sreča? Namreč v bitki pri Manzikertu, to je daleč na vzhodu Turčije, že tam proti Armeniji, so bili Bizantinci poraženi. In to zelo poraženi. Seldžuki, turško pleme, jih je porazilo in takrat se Turki naselijo v Anatoliji. To še niso osmanski Turki, tudi o njih bomo še kako besedo seveda spregovorili, pa ne danes, bolj proti koncu naših predavanj. Ampak zdaj seveda so Turki tu in Bizantinci seveda so doživeli katastrofalen poraz, od katerega se nikoli več zares ne opomorejo. In to je seveda imelo pozitivne posledice za Srbe, ne za Bizantince. In Mihajlo je tisti, ki je to izkoristil. Še bolj bomo videli, pa to potem izkoristijo
Nemanjiči, začenši z Štefanom Nemanjem. Torej, Mihajla nasledi Konstantin Bodin, ki je potem želel prodreti tja proti Bizancu, pa mu ni uspelo. Ga ujamejo, ko je oblegal niš in seveda njegov oče, Mihajlo, mora narediti veliko, da sina dobi iz ujetništva. Mihajlo sproži eno zadevo, ki je bila seveda v srbski zgodovini vedno tako priljubljeno orožje. Glejte, to, da so Srbi pravoslavci, to vemo. Ampak to jih ni nikoli oviralo, da ne bi, če hočete, paktirali s papežem, če je bilo treba. In kaj je Mihajlo naredil? Ko je Bizanc ujel njegovega sina in naslednika, Bodina, je seveda rekel, se bom pa jaz odpovedal pravoslavja in se bom povezal s papežem. Papež je bil navdušen, mu je takoj kraljevo krono poslal. Mihajlo je postal kralj. Sicer ni čisto točno natančno pisalo kralj koga ali kaj ali koga ali česa je bil, ampak bil je kralj. Kar je bilo seveda za Bizantince zelo, zelo neprijetno, ker pač Bizantinci niso marali slišati, da kdorkoli na njihovem narekovaju teritoriju koga povzdignil tako visoko. In zdaj je seveda imel Mihajlo močen argument in Bizanc je moral seveda potem izpustiti tega princa, ki je potem zavladal kot kralj. Z začetkom pravzaprav 12. stoletja pa Srbija seveda zavzema to območje, torej vidimo izgubi ta del na jugu, mi bi rekli Albanijo, čeprav še vedno sem do Lješa še sega, pa Skadar, pa to. Torej, to je bila vse Srbija, do Splita pravzaprav gor, ampak za nas je seveda ta del najbolj pomemben. To je območje okrog Rasa, to je ozemlje Raške, ki je seveda bila domovina Nemanjičev. Namreč, kaj se je zgodilo? Po teh hudih udarcih, ki jih je Bizanc doživel, se je seveda Bizanc pobral. Nekje z novo dinastijo, to je dinastija Komnenov, so se Bizantinci opomogli in vidimo, zasedajo območje, bomo rekli, večine Srbije, Niš, pa potem gor vse do Beograda je njihovo in Srbija pravzaprav obsega to, kar bi danes bolj imenovali Bosna. Torej, en lep del Srbije je pravzaprav bil spet bizantinski. Ampak seveda tukaj zdaj počasi vidimo, se zgodi kaj. Po smrti Konstantina Bodina razpade ta srbska država, torej Duklja, in recimo tule, vidite, od Duklje samo to ostane okrog Skadra, potem imamo Hum, imamo Raško in Bosna se osamosvoji. In to območje Raške, okrog Raša, se seveda zdaj izoblikuje kot jedro Srbov. Vse te kneževine, zdaj ni več kraljevine, so bolj ali manj odvisne od Bizanca. Bizanca, ki doživlja neko svojo renesanso v tem času in seveda pritiska na to območje, ki v celoti pravzaprav zdaj prizna Bizantince kot vrhovne svoje vladarje. In gledajte, nekje sredi tega obdobja zavlada Tihomir kot veliki župan. Zelo zanimivo je, to je naziv vladarja Srbije. Zdaj, župan je seveda neka funkcija, ki jo mi poznamo, ki je pri nas uveljavljena, pride ta beseda iz besede župa, neko skupnost, in seveda druga beseda, ki zide tu ven, je pa župnik. Zelo podobno in marsikje so župnije pa občine, bom rekel, nekaj precej podobnega. Ampak pri Srbih je naziv velikega župana
res nekaj posebnega, ker je edinstven. In nekateri ga privajajo kot veliki knez, v recimo Bizancu govorijo o arhontih, torej to je bila ena zelo visoka funkcija, tudi pravzaprav enaka knezu, ampak na Zahodu pravzaprav govorijo o velikih knezih. Tukaj malo seveda tudi delajo povezavo z tedanjo Kijevsko Rusijo, ki so tudi vladali veliki knezi, ampak to je čist neumno. Torej, veliki župan je dejansko vladar, katerega status je nekoliko seveda nižji od kraljevega, ampak seveda višji od statusa navadnega kneza. Glejte, tale Tihomir je, kot sami lahko vidite, vladal samo 1 leto. Potem ga pa vrže z oblasti, seveda bomo videli njegov lastni brat. Tukaj vidimo zdaj zemljevid Balkana in zanimivo je, kako velika je bila takrat Hrvaška. Hrvaška, ki je doživljala svoj vrhunec, medtem ko je Srbija bila razdeljena. In iz tega skrajno vzhodnega dela, iz Raške, bo zdaj seveda nastalo nekaj novega. Glejte, leta 1166 je Štefan Nemanja odstavil svojega brata Tihomirja, ki je sedel na prestolu 1 leto in postal veliki župan. To je zelo zanimivo. Zakaj? Ker je bil Štefan Nemanja starejši brat od Tihomirja. Zakaj ni on sedel na prestolu, boste rekli? Zaradi tega, ker ne Tihomir, ne Štefan nista bila člana tedanje vladarske družine. S tisto vladarsko družino so zdaj Srbi pometli, Tihomir je upravil to, bomo rekli, grdo dejanja, da je legitimnega vladarja odstranil, toliko da je naredil pravzaprav prostor svojemu starejšemu bratu. Štefan Nemanja je bil ob prevzemu svoje nove funkcije, torej funkcije velikega župana, zelo star. Star je bil 50 let. Za tisti čas, ko je bila povprečna življenjska doba nekaj čez 30, moral biti že davno pokojen. In verjetno se srbska aristokracija tudi s tem nekje zadovolji. Rekli so, ta je star, saj ne bo več dolgo. Nihče ni pomislil, da bo še zelo, zelo dolgo. Namreč umrl je star čez 80 let. In zdaj seveda dobimo dinastijo Nemanjičev. Torej, potomci Štefana Nemanje so Nemanjiči. In gledajte, tukaj zdaj seveda vidimo, Štefan Nemanja je star 53 let, ko se usede na prestol, vlada 30 let in potem živi še, kot smo že slišali, kot menih Simeon še 3 leta. Torej, 86 let je star, ko umre. In take dolge življenjske dobe pri Nemanjičih niti niso tako redke. In Štefan je pa seveda ena velika, bomo rekli, osebnost iz večjih razlogov. Prvič je prvi Nemanjič na prestolu, drugič se po njem imenuje dinastija, tretjič smo rekli, je svetnik postal po smrti in veste, kaj pa najbolj grozljivo pri vsem skupaj. Vsi vladarji, ki mu sledijo, so tudi Štefani. Torej, to je ta največja nočna mora, če se začnemo s tem ukvarjati, ker so vsi Štefani. Štefan, kmalu, potem Štefan Uroš. 1., 2., 4., 5. Vsak je imel, hvala Bogu, še dodatno kak vzdevek, da jih lahko ločimo. Pa je bil Milutin, pa je bil Dragutin, pa je bil Dušan, pa je bil potem Uroš, drugi nazadnje, ampak vsi so bili pa Štefani. Tako da to je, bom rekel, ena taka hecna stvar. Ampak po drugi strani nam pa to jasno pove, kako zelo so člani te družine seveda tega svojega prvega spoštovali, Štefana Nemanjo.
Vsak je bil Štefan, vsak je seveda imel vsaj na začetku naziv velikega župana in, kot smo rekli, vsi razen enega so potem tudi svetniki postali. Prav ali ne prav, o tem se boste sami prepričali. Kakorkoli, Štefan pravzaprav pride bolj slučajno kot pa drugače na prestol, ampak nekaj je pa treba reči. Pri 53 letih je bil seveda gospod že zelo izkušen, za sabo je imel kar nekaj potomcev, celo že vnuke seveda pri teh letih in jasno je seveda, da je vedel, kako se stvari streže. Morda kaka zanimivost v zvezi s tem. Glejte, Štefan je prišel na prestol v času, ko je bizantinski cesar Manuel I. Komnen vodil vojno z Ogrsko. Ogrska je bila seveda močna država v srednji Evropi, ki je kar naprej sila dol čez Savo in pa Donavo. Predvsem glavni problem je bil Beograd. Namreč Beograd, kot veste, stoji na sotočju Save in Donave in je verjetno ena strateško najbolj pomembnih točk v Evropi. Kdor ima Beograd, ima v rokah predvsem možnost, in tu je zdaj pa seveda pomembno, odkot prihaja. Če pride z juga, recimo z Balkana, ima v rokah ključ do srednje Evrope, do Panonske nižine. Če pa seveda, kot so Ogri prišli, pride preko in seveda stopi na Balkan, ima pa seveda tukaj izhodišče za osvajanje Balkana. In Manuel si je želel seveda iti preko Donave in Save, Ogri pa tudi, ampak v nasprotno smer kot Manuel. Torej, tu je bila vojna. Srbija je bila vazalna država Manuelovega cesarstva in je bila seveda v tem pogledu pač dolžna mu pomagati. To Štefana ni prav nič veselilo, imel je čisto druge načrte, ne ogrske, ne bizantinske oblasti si ni želel. Želel je seveda Srbijo vzpostaviti kot neko, vsaj na začetku regionalno, potem pa tudi širšo silo. Zdaj, morda eno zanimivo seveda ugotovitev, preden da začnemo z njegovim vladanjem. Poglejte, srbski vladarji dinastije Nemanjić so znani po tem, da so seveda bili izjemni podporniki cerkve. Ogromno cerkva, ogromno samostanov so zgradili in posledično so seveda za sabo pustili res bogato kulturno dediščino. Če nam bo sreča naklonjena, bomo šli jeseni malo to pogledati, dol do Kosova. Glejte, Štefan, še preden da je zasedel prestol, je že zgradil prvi samostan, pa niti slučajno zadnjega. Vsekakor, že na začetku se je dobro zapisal pri cerkvi. Namreč ne samo, da je zgradil, kot vidite, neki iz opeke pa kamna, pač pa seveda je tudi del svoje zemlje dal, da je samostan lahko živel. In to je postala navada. Sicer, bomo videli, da Štefan niti najmanj ni bil najbolj darežljiv do cerkve, recimo eden od njegovih naslednikov, eden največjih srbskih kraljev, Milutin, je 23 samostanov zgradil in to ne samo v Srbiji. To je zelo zanimivo. Torej, kaj Štefan zdaj naredi? Poglejte, Štefan komaj je zasedel prestol, gre v vojno. Brata je poslal na stran, ta potem umre, se niti ne ve, v kakih okoliščinah. Vsekakor ni imel zdaj Štefan težav in se loti napada na Kotor in ga zasede. Komaj je Štefan sedel na prestolu, mislim, da po 3 mesecih je že zasedel Kotor. Kotor vemo, da je seveda čudovito naravno pristanišče, če ste bili v Boki Kotorski, to dobro veste, in seveda je bil zelo, zelo pomemben. Srbija je sicer imela dostop do morja na papirju,
realno pa seveda se je bilo treba to izboriti. Namreč Kotor so imeli v svojem vizirju tudi Bizantinci in pa njihova vedno močnejša konkurenca, to so bili pa Benečani. Ampak zdaj je to srbsko. In zanimivo je, da ko Štefan biva tukaj v Kotorju, se seveda pridejo mu pokloniti tudi Albanci. O Albancih takrat seveda že zelo težko govorimo, ampak vemo, da je en škof iz območja severne Albanije prišel, ki je bil po rodu, kot pravijo viri, Arbanas, ta izraz ste verjetno že tudi kdaj slišali, in se mu poklonil. Ta škof je bil verjetno precej brihten in je rekel, gleda, da bo ta Štefan kar trdno vladal, kljub letom tudi dolgo, in se mu je poklonil. In to je bilo seveda zelo pozitivno. Čeprav Štefan v tistem času ni imel nobenih aspiracij, da bi zasedel Albanijo, to pride veliko, veliko kasneje. Poglejte, Štefan Nemanja je zdaj tudi ze strani plemstva dobil svojo potrditev. Namreč, ko je Štefan odstavil brata in se oklical za velikega župana, je to bilo eno. Bilo je kar nekaj opozicije. Tiste, ki so bili na strani njegovega brata in tiste, ki so bili še na strani do tedaj vladajoče dinastije. Ampak zasedba Kotorja, samo 3 mesece potem je seveda bila ta boljš možna reklama za Štefanovo oblast. In srbsko plemstvo, cirku, se usedejo, se pogovorijo in rečejo, Štefan, ti si naš. Ti si naš vladar in zdaj seveda ni pravzaprav bilo nobenega vprašanja več. Štefan je trdno sedel na prestolu, vsaj kar se Srbov tiče. Pustimo seveda drugo poglavje te zgodbe, namreč kako je na to gledal Bizanc. Morda samo beseda o tem portretu. Tu je seveda Štefan že kot svetnik, vidimo svetniški sij okrog glave in kot seveda donator enega od samostanov, ki ga je osvojil. Glejte, v tem času je o Srbih in o Štefanu pisal en zelo pomemben kronist, Viljem iz Tira. Zdaj, zanimivo je, odkot je bil ta Viljem. Ta Viljem je bil zahodnjak, ki je živel v Tiru, to je danes v Libanonu, in seveda to je bil takrat del tega križarskega območja. Leta 1168 je ta Viljem obiskal Konstantinopel, dvor cesarja Manuela I., ki je bil zaveznik križarjev, in tam je slišal o tem grdem Štefanu Nemanji, ki si je upal seveda odstaviti brata, ki je že pa prej odstavil legitimnega vladarja. To je bilo nekaj, kar seveda Bizantinci niso marali slišati, in da bi seveda ugodil bizantinskemu cesarju, je Viljem iz Tira v svoji kroniki, tukaj vidimo, kako jo podarja jeruzalemskemu kralju Bodvenu, očrnil Srbijo, očrnil Štefana. Torej, prvi podatki, ki jih pravzaprav o Štefanu dobi zahodna Evropa, so bili skrajno negativni. Kar je seveda na nek način razumljivo, po drugi strani pa to seveda, če gledamo tako kot recimo nepristranski opazovalci, neumno. Namreč Viljem iz Tira niti blizu Srbiji ni bil, kaj šele, da bi tja potoval oziroma da bi Štefana osebno srečal. Pač želel si je seveda ugajati cesarju Manuelu in je seveda pač grdo pisal o Štefanu. Torej marsikake lepe lastnosti mu je pripisal. Zdaj Štefana to ni posebej motilo, imel je svoje načrte in je zelo lepo z velikimi koraki hodil po poti, ki si jo začrtal. Leta 1177 v Novem Pazarju na Kosovu zgradi Cerkev svetega Jurija. Torej, to je njegova druga taka monumentalna arhitektura. Potem pa seveda pride
do zelo, zelo pomembnega dogodka. Štefan se je povezal z Benetkami proti Bizancu. Namreč Štefan se je zavedal, da bizantinski cesar Manuel slej ko prej lahko pride pred njegova vrata in ga seveda vrže z prestola. Benetke, ki so bile konkurent Bizanca, so bile torej naravni zaveznik. Še posebej, če je Štefan želel ohraniti svojo oblast v Primorju, mi bi danes rekli Črni gori, in seveda jo po možnosti še razširiti. Namreč še eno stvar je treba tu poudariti. Za Srbe je zelo pomemben bil odnos do še ene državice, to je Dubrovnik. Dubrovnik je bil tedaj že samostojna država in odnosi med Dubrovnikom in Srbijo so bili tako hladno topli. Nekaj časa so bili zavezniki, nekaj časa so se vojskovali in v tem kontekstu seveda Benetke niso bile nepomemben dejavnik. In Štefan je seveda zdaj želel čim bolj seveda se povezati z Beneško republiko. Benečanom pa seveda tudi ni bilo nič kaj narobe, ker je bil Štefan nasprotnik Bizanca in Srbija je bila seveda zanimiva tudi kot tržišče za beneške trgovce, vsaj v tem trenutku. Poglejte, potem pa pride do katastrofe, ki je ni nihče pričakoval. Benečani so želeli posedovati otok Chios, to je otok v Egejskem morju. Manuel seveda je bil absolutno proti temu in jih je premagal. Torej Benečani so bili poraženi na celi črti in zdaj je seveda se zgodilo dvoje. Štefan ostane brez svojega glavnega zaveznika in seveda lahko kar sluti, kaj se bo zgodilo. Lahko sluti, da bo on naslednji na vrsti. In imel je prav. Torej, Štefan Ogrski, njegov soimenjak, tistega leta umre. Zdaj, kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da so se karte pravzaprav okrog in okrog Srbije pomešale. Torej, na novo razdelile. Benečani so se umaknili in tudi Ogrska, seveda kot taka, zdaj za Bizanc ne predstavlja več neke velike nevarnosti. In zdaj seveda je Manuel I odpotoval proti Srbiji. Povedal je svojo vojsko proti Srbiji in Štefan pravzaprav ni vedel, kaj naj stori. Potem pa potegnil eno potezo, ki je bila na videz popolnoma nesmiselna. Izkazala se je pa seveda za briljantno, za genialno. Prišel je do Niša, kjer je takrat bil cesar Manuel in se mu predal. Kronika pravi, da je prišel v Niš pred cesarja v neki spokorniški obleki in z vrvjo okrog vratu. Torej, ponudil se mu je za ujetnika. Torej, na Manuela je to seveda delovalo tako, kot je Štefan predvideval. Manuel je bil seveda velik gospod in jasno, mu je zelo godlo, da je ta njegov problem številka 1, zdaj prišel do njega kot nek spokornik, skoraj sužen, in ga seveda prosil za milost, torej njegovemu cesarskemu veličanstvu je to zelo ugajalo. Štefan si pa mislil, ti kar uživi, jaz že vem, kaj delam. Torej, Manuel je bil s tem zadovoljen. Štefana odpelje v Bizanc, kjer pa seveda, kot se je nekako spodobilo za cesarja, je Manuel pokazal milost. In kaj je zdaj seveda storil? Manuel je seveda Štefana imenoval nazaj za velikega župana. Zdaj je bil sicer Štefan veliki župan po cesarjevi milosti,
Cesar je od njega tudi zahteval, da si deli oblast z bratoma, z 2 bratoma celo, ampak važno je bilo seveda, da je imel Štefan zdaj cesarski žegen, da je vladar. Da seveda ta 2 brata nikoli ne bosta videla oblasti, je bilo jasno vsem, razen Manuelo. In Štefan je seveda zdaj veselo odpotoval nazaj domov, bil je potrjen strani cesarja za vladarja in kot sem rekel, ta 2 brata seveda sta lahko bila vesela, da sta živa ostala. Ker sta formalno bila tudi ona vladarja, ampak nista niti blizu prestola prišla. Torej, cesar si je seveda zadevo tako predstavljal, da se bo zdaj ti 3 brati med seboj tepli in da bo seveda v Srbiji neka državljanska vojna in Bizanc bo imel mir. Ampak to se ni zgodilo. Torej, Štefan zdaj zavlada požegnan strani Bizanca in pravzaprav samo čaka, kdaj bo nastopil njegov trenutek, da se bo pravzaprav ne maščeval, ampak da bo pokazal Bizantincem, kako hudo napako so naredili. Poglejte, Štefan v tem času seveda, ko čaka na ta trenutek, podpre koncil, ki so ga sklicale različne pravoslavne cerkve in ki se je ukvarjal z bogomili. Bogomili, vemo, so bili krivoverci oziroma neka krivoverska sekta, ki je bila v bistvu zelo neškodljiva. Ko so jih tu na Balkanu preganjali, so se potem zatekli v Južno Francijo in tam jih imamo za Katare. V bistvu so zahtevali revno cerkev in tako kot je seveda katoliška cerkev bila proti temu, bila seveda tudi pravoslavna. Na tej freski, ki jo lahko vidite, imamo tu zgoraj patriarha, pa neke škofe, pa duhovnike, tukaj so pa bogomili, jih prepoznamo, ker nimajo svetniških sijev okrog glava, so krivoverci. In seveda Štefan, ki si je želel podporo te etablirane cerkve, je seveda tu podprl ta boj proti bogomilom, ki so se dejansko potem iz tega območja Bolgarije in pa Srbije umaknili v Bosno in preko severne Italije potem v Južno Francijo, sem rekel, tam jih pa poznamo kot Katare. Poglejte, Bizantinsko cesarstvo je doživelo nek prelom leta 1180. Vidimo, da je bilo spet močno, veliko. Manuel je želel, da bo še večje in se je lotil napada na seldžuške sultanate, tukaj sredi Anatolije, in to je seveda bila njegova huda napaka. Bil je poražen in je umrl. Za sabo je pustil otroka, ki niti 10 let ni imel, da je postal cesar, in to so zdaj vsi izkoristili. Bela III., kralj Ogrske, vidite njegov nagrobnik v Matjaževi cerkvi v Budimpešti oziroma v Budi, je to izkoristil in napadel Bizanc. Na 2 različnih frontah zasedel je Beograd in pa Zadar. Dalmacija, ki je bila takrat seveda bizantinska, to ni bila več, in na drugi strani Beograd, ki ga je prej tudi Bizanc imel, tudi ni bil več bizantinski. Štefan je seveda še vedno uradno na papirju bil vazal, ampak seveda dejansko pa vlada kot samostojni veliki župan. Z Bizancom pravzaprav ni imel zdaj kaj za opraviti, Bizanc je imel sam sabo dovolj problemov, dejansko ga je bilo bolj strah Ogrska, ki vidimo, da je z 2 strani segala po tem ozemlju. Namreč ogrski kralji so si vmes priključili celo Hrvaško, zato so seveda lahko tudi do Zadra prišli. Poglejte, na ozemlju Bizanca pride zdaj do državnega udara. Torej, Andronik I., to je bil brat cesarja Manuela, je svojega nečaka odstranil z prestola, ga umoril in seveda prevzel oblast. Andronik je bil vojak
in je seveda se zdaj želel maščevati vsem po vrsti. Selđukom, maščevati se je želel Srbom, maščevati se je želel Madžarom, ampak to je seveda bila napaka, namreč proti vsem naenkrat se ni mogel boriti in ker se je kljub temu hotel, je seveda popolnoma oslabil Bizanc. Do te mere, da je seveda Bizanc še bolj propadel. To propadanje Bizanca pa izkoristi seveda Štefan. Štefan, ki je se zdaj bližal že 70. letu, je tega usodnega leta, 1182, ko je Bizanc dobil novega, še slabšega cesarja, zasedel Skadar. Tukaj imamo eno grafiko iz 16. stoletja. Skadar je seveda bil zelo pomembno mesto ob jezeru, se to vemo, in pa pravzaprav tista točka, s katero se je nadzorovalo ogromno Primorja in pa mi bi rekli današnjo severno Albanijo. Torej, Skadar je bil seveda zdaj srbski. Srbom bi se danes milo storilo, če bi to bilo, ampak vemo, da ni. Definitivno je seveda s tem pokazal Štefan Nemanja, da ga ozemlje današnje Albanije vsekakor zanima. Namreč videli smo prej, na hitro na zemljevidu, da je seveda to že nekoč bilo srbsko, no očitno je Štefan si zelo želel, da bi to seveda spet bilo tako. In poglejte, tukaj imamo zdaj Srbijo, kakršna je bila nekje po zavzetju Skadra. Lahko vidimo, da sega zelo daleč proti vzhodu, recimo Sofija je njegova, potem Skopje je na meji, Prizren in pa gor do Splita, cela obala, od Skadra do Splita. Bosna je tukaj bolj simbolična, imamo pa seveda to veliko madžarsko državo. Beograd na eni strani, Zadar, tukaj, torej vidimo, kaj je seveda bilo v okolici. Zdaj seveda, Bizantinsko cesarstvo je še vedno veliko, ampak so mu štete ure. Sicer Štefan ne bo dočakal propada cesarstva, ampak seveda njegov sin pa bo od tega seveda že zelo, zelo veliko imel. Poglejte, ko pride v sosednji Bolgariji do upora bratov Asen, Petra in Asena, jih Štefan podpre. To je bil upor proti Bizancu in jasno, Štefan je rekel, to ti je bratski, slovanski narod in poleg tega, če se uprejo Bizancu, bizantinski cesar ne bo imel časa razmišljati o tem, kaj Srbi delajo. Torej je seveda zelo modro podprl Bolgare. Imamo en veličasten spomenik v Velikem Tarnovu, od tam sta ta dva brata bila in ta dva brata dejansko potem ustanovita drugo bolgarsko cesarstvo, ki se precej razvija potem v 13. stoletju in postane tudi konkurent Srbije. Ampak v tem trenutku je seveda Štefan naredil najboljše, kar je pravzaprav lahko. Torej, zdaj pa imamo seveda tukaj naslednjo zanimivo zgodbo. Poglejte, rekel sem že prej, da so bili odnosi med Dubrovnikom in pa na drugi strani seveda samo Srbijo zelo, zelo nenavadni, tako hladno topli. Kako je to izgledalo? Poglejte, Dubrovnik je bil seveda vedno odvisen od tiste države, ki je bila v zaledju najmočnejša. Nekaj časa, ali pa če hočete dolgo časa, je bil to Bizanc. Zdaj je bila pa Srbija. Nekaj časa kasneje bomo videli, bo to Ogrska in potem na koncu seveda Osmansko cesarstvo. Ampak zdaj je bila pa Srbija. Nekako je bilo zmenjeno tako. Srbija bo dubrovniškim trgovcem dala pravico trgovati na svojem ozemlju.
V zameno bo Dubrovnik seveda plačeval Srbom toliko in toliko davka, torej Štefanu Nemanji, v trdni valuti, torej v srebrnem in zlatem denarju. In seveda Štefan jih ne bo napadal. Ampak Dubrovčani so zelo tako sklerotični bili. Kmalu so pozabili plačevati in Štefan je seveda prikorakal z vojsko. Sicer dubrovniško obzidje takrat ni bilo tako, kot je danes, ampak vendarle zadosti očitno močno, da Štefan sicer ni mogel Dubrovnika zasesti, je pa tam naredil seveda veliko škode okrog. In tu se zdaj seveda pojavi kot posrednik Viljem Sicilski, torej normanski kralj Sicilije, ki pa si je seveda želel miru med Dubrovnikom in pa Srbi. Zakaj? Glejte, Viljem je podobno kot njegovi predhodniki želel posredovati na Balkanu. Propadajoči Bizanc je kar klical potem, da ga kdo napade. Ampak seveda dokler Srbija in pa Dubrovnik seveda bijeta neko bitko, je Dubrovnik bil popolnoma paraliziran. Dubrovnik je seveda bil pa ključen za Sicilijo. Sicilija ni imela, kar je zanimivo, svojega ladjevja, Dubrovnik ga je pač imel. In Viljem je računal, da bodo Dubrovčani seveda njegove vojake prepeljali čez na Balkan. Torej, recimo današnjo Albanijo. Ste rekli, zakaj pa nekdo drug? Ja, Benečani so si tudi želeli dele Bizantinskega cesarstva, torej so bili konkurenti od Viljema. In edina pomorska sila, ki je tu še bila, bom rekel, je bila pač Dubrovniška. In če dokler je bil Dubrovnik v vojni za Srbi, to ni šlo. In zdaj je seveda Viljem posredoval in Dubrovčani ter na drugi strani seveda Štefan sklenejo mir. Do nadaljnega. Torej spet se vzpostavi neko stanje, kakršno je bilo prej. Dubrovčani plačujejo Srbom, ki jim dajo za to mir. In Viljem je lahko naprej gojil svoje sanje, s katerih potem ni bilo nič. Ampak mir je pa le dosegel med Srbi in pa Dubrovnikom. Poglejte, v tem času, sem že prej omenil, so seveda bile križarske vojne. In v času tretje križarske vojne gre na pot tudi Friderik I. Barbarossa, cesar Svetorimskega cesarstva, ki potuje preko Balkana in tam nekje pri Nišu se sreča z Štefanom. Štefan je bil seveda počaščen. Tukaj vidimo neko risbo, nemško risbo, ki seveda ni čisto prava. Namreč Štefan je bil ob tem srečanju precej starejši od cesarja. Mi imamo cesarja tukaj, vidimo takega starega patriarha, dolga bela brada, krona, Štefan pa kot postavljen mladenič. Postavljen je bil, ampak pri 73 letih pač ni bil več mladenič. To si moramo biti pač na jasnem. Bil je pa še zelo presep. Konec koncev, če pomislimo, mu je bilo še 13 let življenja usojeno, Frideriku pa niti eno. Namreč Friderik se je tukaj srečal, zdaj skupaj sta se pogovarjala o tem, da bi cesar podprl težnje Srbije in Bolgarije po osamosvojitvi. In cesar je to seveda tudi obljubil, ampak le zato, da bi razjezil Bizantince. Ker Bizantinci so mu pa preprečevali pot naprej, v Malo Azijo in pa proti Sveti deželi. In ko je seveda Barbarossa to obljubil, hitro pridejo sli iz Bizanca in rečejo, spustimo naprej, in seveda cesar je požaril besedo. Torej Srbi in Bolgari so ostali seveda brez obljubljene pomoči, ki pa itak ne bi nič pomenila, namreč Friderik Barbarossa je kmalu zatem, ko je prišel v Malo Azijo, padel s konja in se utopil.
Imel je na sebi oklep in se je utopil približno pol metra vode. Vem, da se sliši smešno, v bistvu je prav bizarno. Najpomembnejši vladar v Evropi takrat v eni luščici umre. Saj veste, čez pretežak je to vedno problem. In tu je imel ta na sebi železja najbrž 20 kg ali pa še več. Kakorkoli že, Nemci pridejo, Nemci grejo, na Balkanu nič novega. Bizanc si zdaj misli, no, pa bomo le, ampak vendarle imajo Bizantinci preveč težav z Bolgari, da bi lahko resno ogrozili Štefana. Glejte, Štefan se zdaj seveda odloči preseliti prestolnico. Prestolnica je bila do zdaj v kraju Ras, po katerem se imenuje Raška. To je tam malo južno dol od Zlatiborja, tisti, ki Srbijo poznate, ampak seveda zdaj ima pa Srbija novo glavno mesto. To je Niš. Eno kapeljico vidite, ki jo je Štefan tam postavil. Zakaj Niš? Torej, Štefan je bil seveda človek velike izobrazbe, zelo velik diplomat, tudi vojak in seveda je Niš izbral namenoma. Namreč skozi Niš je šla glavna trgovska pot, še danes je to glavna pravzaprav povezava, če hočete, med Panonsko nižino, recimo Beogradom, in pa Egejskim morjem, recimo Solunom. To je šla glavna pot. Hkrati je s tem seveda pokazal, kje so interesi Srbije. Torej, ne na zahod, ne na sever, torej ni želel begati in jeziti ogrov, Madžarov, pač pa je seveda rekel, mene bolj zanima tja proti Bolgariji, pa dol proti Bizancu. In še nazadnje, Niš seveda ni bil naključno izbran. Namreč Niš je rojstno mesto cesarja Konstantina. Tistega, ki je seveda krščanstvu dovolil obstoj in ki je potem tudi seveda poskrbel, da je krščanstvo sicer že po njegovi smrti postalo pač državna vera. In v očeh vsakega krščanskega vladarja je bil seveda Konstantin jako pomemben, za nekoga, ki je pa seveda vladal iz tega mesta, kjer se je sveti Konstantin, kot je takrat bil tako v pravoslavni kot katoliški cerkvi rodil, je to bilo pa seveda še toliko bolj pomembno, toliko bolj zanimivo, še malo več prestiža je prineslo sabo. Torej, lahko vidimo, da vse poteze, ki jih je Štefan potegnil, so bile skrajno dobro premišljene. In to je tisto, kar je seveda njegovo vlado označevalo tudi zdaj, ko se je bližal svojemu 80. letu. Leta 1190 je zasedel Skopje. Skopje, ki seveda je bilo svoj čas center bizantinske Makedonije, je seveda samo še ena postojanka ob tej poti proti Solunu. Torej, Srbija je več kot očitno gojila želje, da pride do Egejskega morja. Veste, kaj bi to seveda pomenilo? Srbija bi vladala od morja do morja, od Jadranskega preko seveda Balkana do Egejskega morja. In jasno, zasedba Skopja je bila velik korak prav v tej smeri. In kot bomo videli, nekoč, precej po Štefanovi smrti, bo Srbom to tudi uspelo. Dejansko bodo vladali na teritoriju med obema morjema. Glejte, zanimivo je, da Štefan zdaj, pravzaprav na svoj 80. rojstni dan pravzaprav doživi enega prvih porazov v svoji zgodovini, namreč v 80. letu starosti izgubi bitko z tedanjim
cesarjem, Izakom Angelom, torej bizantinskim cesarjem, ampak iz tega ven seveda izkoristi maksimalno. V bistvu Srbija ne izgubi nič, cesar pa seveda da svojo hčerko Evdoksijo Štefanu Nemanjiču, torej sinu, bodočemu, srbskemu vladarju. Ne smemo mešati. Rekel sem, vsi so Štefanje. Štefan Nemanja pa Štefan Nemanjič sta oče in sin. In sin se poroči z hčerko bizantinskega cesarja. To je seveda dogodek, ki je na papirju bil nekaj veličastnega. Zakaj? Namreč bizantinske princese, rojene vladajočemu cesarju, so bile nekaj blazno finega, in da je bizantinski cesar seveda svojo hči poročil z bodočim srbskim vladarjem, je to seveda pomenilo, da se bo ta princ zdaj zelo, zelo dvignil. Z vidika bizantinskega dvora je bil zdaj Štefan Nemanjič več vreden kot pa njegov oče. In to je bilo seveda nekaj, kar je zelo ugajalo Srbom, kot koncu njihova dinastija je bila šele, bom rekel, s prvim vladarjem, tukaj pa je že seveda dobila, bomo rekli, okrepitev cesarskega dvora. Namreč Bizanc je bil v tem trenutku tako zelo šibak, da ni mogel izkoristiti te zmage in je raje seveda si kupil srbsko podporo, s tem, da je dovolil to poroko, ki je bila sicer pod ravnjo bizantinskega dvora. Ampak dinastija Angel v Bizancu je bila tu čisto nova. Bila je pravzaprav šele par let na oblasti in bomo videli, da tudi ne vem, kako dolgo ne bo na oblasti. Poglejte, zanimivo je, da se zdaj Štefan sreča še z enim legendarnim vladarjem, Richardom Levjesrčnim. Richard Levjesrčni se je vračal z križarskih vojn domov. Vidite, da se srečata na Lokrumu. Človek reče, Richard Levjesrčni je le bil kralj Anglije, to vsi vemo, sicer je bil bolj francosko-angleš, ampak pustimo stati. Kaj za božjo voljo je delal na Lokrumu? Ja, pluje domov, ampak mi vemo, Lokrum je vendarle pred Dubrovnikom, ki je še vedno, in tudi takrat je bilo tako na Jadranskem morju. Ne vemo, zakaj je imel Richard to željo, da gre po morju, gor do severa Jadrana, tam nekje do Ogleja, in potem čez Nemčijo domov. Problem je bil seveda v tem, da je Richard potem res to naredil, ampak so ga Avstrijci ujeli in potem je bil v ujetništvu in vemo, Angleži so mogli zbirati denar, da so ga potem odkupili. Kakorkoli že, kralj Anglije, ki je bil takrat star, niti še ne 40 let, se sreča z Štefanom, niti ne vemo, o čem sta se pogovarjala, ampak Štefanu je to moglo gotovo zelo ugajati, namreč Richard Levjesrčni je veljal za poosebljanje zahodnih viteških vrednot in seveda 80-letni vladar Srbije je bil počaščen. Kako leto, dve nazaj je srečal cesarja zahodnega, srečal se je že z vzhodnimi cesarji, ne samo z enim. Torej pravzaprav vsa Evropa, ki je kaj pomenila, je bila seveda slej ko prej v gosteh pri Štefanu. Torej, Lokrum bil sicer dubrovniški, ampak Dubrovnika je priznaval vrhovno suverenost Štefana Nemanje, to vemo, in seveda se Štefan lahko na tem otoku sestal z angleškim kraljem. Torej, gre za neko simbolno dejanje, ki pa veliko pripomore k Štefanovemu ogledu. Poglejte, zdaj je Štefan seveda bil že zelo v letih. In to je izrabila Ogrska, ki je leta 1093 napadla Srbijo. Ogri so seveda verjeli, da ta stari vladar ne bo zmožen nekega resnega odpora, ampak seveda je tukaj bila zdaj
bom rekel, na potezi neka druga zadeva. Štefan je na pomoč poklical Benetke. Pisal je Dožo, to je bil Enrika Dandalo, ki je bil še malo starejši od Štefana. Torej, Dandalo je bil tega leta, leta 95, star 90 let ali pa še kako več. Torej, to sta bila dva starčka, če smem tako reči, ki sta odločala zdaj o usodi Evrope. In Štefan je pisal Dožu v smislu, poglej, Zadar, zdaj ni branjen, ogrska vojska je na srbskih tleh, se bori z mano, Srbija bi sicer bila sama sposobna, to je bilo tipično, bom rekel po srbsko, premagati ogrsko, ampak zakaj ne bi ti zdaj izkoristil, pa zasedel Zadar. In Dandalo se ni pustil prositi. Benečani opremijo ladje in že so bili v Zadru in ga zasedli. Torej, leta 95 je Zadar padel, Ogri se umaknejo. In zanimivo, osvojijo Zadar nazaj. Ampak Benečani ga potem spet osvojijo par let kasneje. Ampak za Srbijo je bila to seveda velika rešitev, veliko olajšanje. Poglejte, Štefan Nemanja zdaj nekako ugotovi, da je pa vendarle napočil čas, da po 30 letih in pri 30 letih vlade in pri 83 letu življenja zapusti prestol. V Rasu, torej stari prestolnici, to je najstarejša cerkev, grajena kot pravoslavna cerkev na tleh Srbije, skliče duhovščino, skliče plemstvo in naznani svoj odstop. Zdaj je pa tukaj seveda zelo zanimiva zgodba. Torej, zakaj je Štefan Nemanja sploh odstopil? Treba mu ni bilo. Sicer je imel že več kot odrasle sinove, vidimo tukaj predaja oblast svojemu najstarejšemu, torej Štefanu Nemanjiču, in seveda bilo je še dovolj drugih, ki bi lahko poleg tega Štefana Nemanjiča vladali. Zgodba pravi naslednje. Štefan Nemanja odstopi, ker mu je tako svetoval njegov najmlajši sin. Sin, ki je bil takrat že menih, ki je nosil meniško ime Sava. In Sava naj bi pisal očetu: dragi oče, Srbom si dal vse, kar si mogel, več od tebe ne morajo zahtevati. Zdaj bi bilo dobro, da narediš še kaj za svojo dušo, za svoj večni pokoj in seveda prepusti oblast nekomu drugemu in seveda poskrbi za svoje posmrtno življenje. Zdaj je bilo to res, ali je bila to, bom rekel, seveda neka zgodba, ki si jo Štefan Nemanja namislil, češ, saj jaz bi še, ampak vendarle, moj sin, ki je že za življenje veljal za svetega, je tisti, ki seveda me prosi, ki mi svetuje, torej, če Bog kliče, kdo sem pa jaz, da to seveda ne bi upošteval. Torej, gre za eno tako seveda zelo lepo pretvezo. Dejstvo je bilo, da pri 83 je Štefan vendarle rabil že malo počitka. Tisti med vami, ki ste to že dopolnili, veste, da pač pri 83 jahati konja, pa osvajati okrog, pa tako naprej, pa spletke, pa levo, pa desno, ni več. Človek si že pravzaprav zasluži malo enega počitka. Torej, Štefan tukaj na tej risbi, ki je iz 19. stoletja, pač svojemu sinu predaja oblast, vidimo, blagoslavlja ga, kaže na krono in na žezlo. Tukaj zraven sedi pa ta Štefanov sin, najmlajši, Sava, ki bo seveda zdaj poskrbel, da bodo zadnja leta očetovega življenja minila v enem takem spokoju in pa
miru. Poglejte, Štefan se zdaj odloči, da bo postal menih. Prevzame ime Simeona in seveda se pridruži svojemu sinu. Tukaj vidite gromozansko velik spomenik, lahko vidite, tu ljudje sedijo sicer zraven, kako je velik Štefan Nemanja pred glavnim kolodvorom v Beogradu. Torej gromozanski kip, v resnici zaslužen. Treba je povedati, da je bil seveda Štefan res velik vladar in da ga Srbi seveda čisto upravičeno častijo. Glejte, Štefan in Sava sta zdaj seveda bila skupaj na Sveti gori Atos. In na Atosu je bilo veliko samostanov, med njimi je bil tudi samostan Hilandar, ki pa je bil v razvalinah, torej uničen je bil. Arabski gusari so nekaj desetletij prej napadli ta polotok in seveda ta samostan je bil razdejan. In zdaj je seveda Sava šel v Konstantinopel, cesarju, in ga prosil, da seveda dobi dovoljenje za obnovo tega samostana. Namreč bizantinski cesar je bil, mi bi rekli tako, skrbnik tega območja, varuh, in samo on je lahko dal ali pa odvzel kako dovoljenje. Cesar je bil za in tako Hilandar postane srbski samostan, kar je še danes. Torej, na samostanski gori Atos imamo bolgarske, grške, ruske, romunske in en srbski samostan. In to je Hilandar. Zdaj, tukaj imamo eno posrečeno fotografijo, namreč Sava in pa Simeon sta zdaj seveda morala obnoviti ta samostan, vidite, da ga obnavljajo, ampak to je slika, mislim, da 2007, ko so samostan obnovili, potem, ko je precej gorel. Torej, hud požar je bil, na srečo cirku in knjižnica sta ostali nedotaknjeni. Torej, tukaj zdaj dejansko Simeon živi kako leto in umre. Leta 1199, star je bil 86 let, in samo 7 let kasneje ga razglasijo za svetnika. Torej zelo, zelo hitro. Najprej je bil seveda pokopan na Hilandarju, potem ga malo prestavljajo okrog. V vsakem primeru gre za izjemno osebnost. Torej Srbi ga dejansko častijo tako kot posvetnega vladarja, kot začetnika dinastije in seveda tudi kot svetnika. Nekaj moramo vedeti. V tedanji Evropi je bilo resnično malo vladarjev, ki bi jih lahko označili za tako uspešne, kot je bil Štefan Nemanja. Namreč vzpostavil je vlado dinastije, ki je potem sedela na prestolu več kot 2 stoletji. Nobena druga srbska dinastija ni vladala tako dolgo in tudi v evropski dinastiji imamo kar nekaj velikih slavnih dinastij, ki so vladale krajši čas. Recimo Stuarti pa Tudori v Angliji, pa še marsikatera druga dinastija. Kakorkoli, z tem velikim vladarjem se začne ta dinastija. In gledajte, res je verjetno moralo biti nekaj v tem človeku, v njegovih genih. Namreč praktično vsi njegovi nasledniki so bili sposobni vladarji. Eden bolj, eden manj, ampak da bi pa rekli, da je bil pa en totalno nesposoben, kvečemo zadnji, Uroš II. Poglejte, danes sta oče in sin za seveda svetnika, veljata za temelj srbstva. Mi bomo videli, če je Simeon, torej Štefan Nemanja, postavil temelj države, je Sava na drugi strani postavil temelje za praktično vse ostalo. Samostojno srbsko cerkev, srbsko pravo, srbski jezik in seveda še marsikaj
drugega. To je pa seveda tisto, kar je tako zelo, zelo pomembno. Poglejte, kot smo videli na freski, zdaj zavlada Štefan Nemanjič, ali pa mi ga bomo kar Štefan II. Začasno imenovali, vlada v 2 obdobjih. Najprej 3 leta in potem precej dlje, 24 let. Zakaj je vmes pauza? Namreč Štefana II. So vrgli z prestola. Imel je več bratov, ki so si tudi želeli prestol, in seveda Štefan II. Ni imel te avtoritete, vsaj na začetku ne, kot njegov oče, in zaradi tega je seveda začasno moral zapustiti prestol. Ampak zelo, zelo na kratko. Torej, ta, ki mu je prestol odvzel, je bil njegov brat Vukan. Vidimo 2 leti vmes vlada, potem pa se Štefan seveda vrne. Pod Vukanovo oblastjo je Srbija postala vazal ogrske države, kar je bilo seveda precej narobe, preprosto zaradi česa, ker je seveda v tem času Bizanc vsaj za približno 55 let prenehal obstajati. In Srbija je bila tako rekoč na pragu tega, da dejansko doseže popolno samostojnost. Kot bomo videli, je to tudi dosegla, ampak seveda ne tako hitro, kot bi lahko. Poglejte, tisti, ki je zdaj seveda pomagal Štefanu II. Nazaj na prestol, je bil bolgarski car Kolojan. Kolojan je bil vladar, ki se je seveda še zelo dobro spominjal, kako je Štefan Nemanja pomagal njegovima bratoma, Petru in Asenu, da sta se uprla Bizancu. In v tem srednjeveškem viteštvu je rekel, tvoj oče je pomagal mojima bratoma, jaz bom pomagal pa tebi. In Kolojan seveda pritisne tako na Ogrsko, kot seveda na Vukana, in Vukan se mora umakniti, Štefan II. Pa se vrne na prestol, pri tem pa seveda ima veliko, veliko vlogo Sava. Sava, ki je bil najmlajši v družini, je imel glavno avtoriteto. Sploh zdaj, ko očeta več ni bilo, je oba dva brata seveda poklical k sebi, rekel tako, zdaj pa naj bo mir, in Štefan II. Prevzame oblast v Srbiji, Vukan pa kot njegov namestnik vlada v Zeti, danes v Črni gori. In to je seveda nekaj zelo, zelo zanimivega. Poglejte, med Nemanjiči skoraj ne najdemo primera, da bi se med seboj pobijali. Če mi se spomnimo, recimo Obrenovićev, vi ste o Karađorđevićih poslušali, koliko je bilo tam prilite krvi, pri Nemanjičih, ti so bili, bom rekel, zelo tako v rokavicah drug z drugemu. Če so že koga vrgli z prestola, so ga pa dali v klošter, kjer je potem dočakal lahko še zelo visoka leta, pa celo, bom rekel, ustvarjal kot literat ali pa zgodovinar. Prilivanje krvi ni bilo na dnevnem redu. Druge krvi, ja, svoje, to pa ne. To je tudi še ena, bom rekel, posebnost te dinastije. No, vsekakor je zelo pomembno to, da je ta, recimo, vpliv Bolgarije, ki bi ga človek zdaj pričakoval, se zmanjšal. Namreč Kolojan hitro umre in vpliv Bolgarije se zmanjša. To je bilo seveda za Srbijo dobro in Štefan II. Je seveda zdaj lahko mirno vladal in seveda se pripravljal za velik podvig. To je seveda pridobitev kraljeve krone. To je storil seveda z najrazličnejšimi sredstvi, no tudi njegov brat Vukan ni bil, bom rekel, nedejaven, med tem, ko je seveda vladal Zeti, je zasedel Ston, danes na Hrvaškem. Poglejte, povezava med Srbijo in Benetkami, ki je obstajala že prej, je seveda se utrdila tudi zdaj. Štefan se je ločil
od svoje bizantinske žene Evdoksije in se poročil z Ano Dandalo, torej beneško punco, vnukinjo slavnega Doža in seveda s tem precej povezal Srbijo z Zahodom. Namreč Srbija je znala biti malo na enem, pa malo na drugem stolu. In seveda Srbija zdaj prodira naprej, proti jugu, proti Albaniji in vidimo, da zasede Kruje. Torej, brata Vukan in Štefan II. Sta se med seboj zelo dobro razumela, vsaj do te točke, in širila Srbijo, vsak na svojo stran. Takole, toliko naj bo za danes, še zelo veliko zanimivega nas čaka, naslednjič bomo Štefana II. Okronali in bo postal Štefan prvovjenčani, seveda bomo pa kar nekaj tudi časa namenili njegovemu svetemu bratu, svetemu Savi, enemu največjih Srbov v zgodovini. Danes pa bodi dovolj. Hvala lepa.